Na obrobju največjega slovenskega nakupovalnega središča sva se dobili z Viktorijo Rozman Bitenc, da mi pokaže nekaj zapuščenih hiš, ki so vsem na očeh, a malo kdo ve, da so zbirališča mladih ponočnjakov, brezdomcev ali narkomanov. Najprej greva do prazne industrijske stavbe ob eni najbolj prometnih cest v Ljubljani, Letališki cesti. Viktorija je še prejšnji teden hodila po njej. Tlele so vrata, folk hod sem scrne. Prazne stavbe je začela odkrivati, ko je pri komaj 17 pristala na cesti. Akcija in snemamo. Zapuščene kraje, kjer je spala, je snemala in fotografirala. Smo v baznemu šatoru, je se turta. Na ulici je srečala Damjana in se pred 3 leti z njim poročila. In tako izgleda kraj elektrike. Telefoni, računalniki se polnejo takole. Potem, ko sta prva skupna leta preživela na cesti, sta se s pomočjo družine in socialne pomoči prejšnji mesec preselila v stanovanje. A strast do raziskovanja zapuščenih stavb je ostala. Še stale vrata se je še en teden nazaj dal pridati noter. A to je bilo odprto? Ja, tole mrežo si dal v stran, vrata si pač dal dol in si lahko prišel noter in si prišel v vsak prostor te zgradbe. A ne tokrat. Vrata v stavbo so zapečatili. V bližini Letališke ceste pa druga zgodba. Veš, najbolj že greš tlele. Takšen je prihod v eno izmed zapuščenih hiš. Dokaj standard. Stopati po smeteh in ometih, ki so odpadli s stropa in sten, je Viktorija vajena. Med stenami, v katere se je zažrla trdovratna plesen, je že spala. Jaz sem bila v eni hiši in je bila črna plesen in je bil problem v tem, da so tokom bivanja v tej sobi v bistvu začela po pljučih najbolje boleti pa črno izkašljevati. To so bili včasih prostori nekdaj uspešnega podjetja. Med propadajočimi stenami in počenimi cevmi je ostalo še nekaj pohištva. Tla so ponekod že tako načeta, da se po hiši težko hodi. Pazi. V zgornjem nadstropju stavbe najdeva sobo, kjer tla skoraj v celoti prekriva voda. V mlaki ležijo narkomanske igle. To je malomarnost, človek za sabo ni pospravil. Čeprav je hiša že močno dotrajana, si je vsaj eno sobo v njej očitno nekdo vzel za svoje zatočišče. Vidimo pica, nekdo je jedel tlele. Na tleh pa spet igle. Ko vemo, da so rabljene, ker imajo tale batek črni do konca spuščen dol. Središče prestolnice. Še ena zapuščena, nedokončana gradnja, v katero so se zatekli narkomani in brezdomci, je v Knafljevem prehodu. Stoji tako rekoč v središču kraja, kjer se podnevi in ponoči druži ljubljanska elita. Obdajata jo zelenje in žična ograja. V času, ko so se noter še zahajali brezdomci, med drugim spali brezdomci, tudi je eden od brezdomcev padel v globino in umrl. Brezdomci se pogosto zatekajo tudi v staro rižarno, ki propada na Topniški ulici pri stanovanjskih blokih. Pa v stavbo, kjer je bilo včasih grško veleposlaništvo. Prostore naj bi varovali senzori, a Viktorije pred 2 tednoma, ko je nazadnje hodila po njej, niso zaznali. Tle noter ste našli kakšne sledi, da ljudje... Ja, tle so živeli noter. Raziskala in poslikala je tudi prazne vile pod Rožnikom. To so posnetki vile Zlatice, ki je bila včasih last nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, zdaj je last države. Tole pa je še zadnji dom, ki si ga je ustvarila na cesti. Zapuščeno vilo je odkrila na obrobju Ljubljane. Tle je naš bazen. Tu sta z možem prestala zadnjo zimo in v njej še zadnjič prespala kot brezdomca. Hiša je prazna, a sta v njej imela elektriko, da sta se lahko grela in kuhala. Vode nista uporabljala. Midva sva vedno, v katerikoli bazi sva bila, lulala v ajmer plastični. In pa ta ajmer nosiš na tako 2-3 dni ven. To propada 10 let recimo. In tiste cevi se ne pucajo, vode ne gre čez, zarustano, ne moreš tega piti, niti nič. Hitro lahko kakšne izpuščaje dobiš, ne, tako da tukaj je zdaj problem, ne. Legionela.
In še nekaj, kar nekdo, ki si ne želi, da bi ga kdaj življenje postavilo na cesto, težko razume. Viktorija bi v kateri od zapuščenih hiš še kdaj rada prespala.